Tik pred nami so prvomajski prazniki in s tem povezano druženje v krogu družine, prijateljev, znancev in drugih bližnjih. Običaji, ki so bili prisotni skozi vsa ta leta o 1. maju, bodo letos zaradi ukrepov za preprečitev koronavirusa v drugačni obliki. Zavedati se moramo, da lahko ohranimo zdravje vsakega posameznika in bližnjega samo z doslednim upoštevanjem vsega, kar smo pozivali vse do današnjega dne. Vlada Republike Slovenije je pričela na podlagi epidemiološke slike sproščati ukrepe, tako je ponovno mogoče prehajati med občinskimi mejami za potrebe nakupov in rekreacije. V veljavi je še vedno odredba o prepovedi zadrževanja na javnih krajih in turistično obljudenih točkah. Občina in štab civilne zaščite se za dodatno zapiranje teh krajev tekom prvomajskih praznikov nismo odločili. Vse na podlagi dosedanjega upoštevanja pozivov in odredb. Po podatkih policije, policijske postaje Kranjska Gora in medobčinskega redarstva do večjih kršitev ni prihajalo. Prav zaradi vas, ki ste vse do danes držali vsega odrejenega, smo ohranili v naši občini zdravo in upoštevanja vredno prebivalstvo, brez nepotrebnega zaostrovanja ukrepov vlade. Tako policijska postaja Kranjska Gora kot tudi medobčinsko redarstvo bosta svoj poostren nadzor nad spoštovanjem vseh veljavnih odredb upravljala tudi tekom prvomajskih praznikov. Vse in samo z namenom, da preprečimo kakršnokoli širjenje virusa in zagotovimo vse, kar je v naši moči za ohranitev zdravja vseh prebivalcev občine. Prosim vas, da kljub sproščanju ukrepov vlade ne pozabimo, da je virus še vedno prisoten med nami in samo z doslednim upoštevanjem distance, higienskih ukrepov in ostalega, kar priporočajo strokovne službe z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje na čelu, bomo premagali to zahrbtno nalezljivo bolezen COVID-19. Kot že veste, je državna meja z Italijo odprta za potrebe prehajanja tranzita in dnevnih delovnih migrantov, kateri delajo v Italiji, sosednji občini Bovec in Avstriji. Tisti, ki se niste še uredili dovolilnic, jih dobite na občini v času uradnih ur oziroma pokličete na številko 045 809 809. Mejni prehod Korensko sedlo ostaja zaradi ukrepov sosednje Avstrije zaprt vsaj do konca maja. S ponedeljkom 4. 5. se sproščajo dodatne dejavnosti, kot so frizerije, masaže, trgovine do velikosti 400 kvadratnih metrov, fizioterapije, obratovati pa bodo začeli tudi gostinski lokali in gostilne na zunanjih terasah. Vse dejavnosti se morajo izvajati v skladu s priporočili NIJZ-ja. Pozivam vse podjetnike, ki bodo odpirali svoje dejavnosti, da dosledno upoštevajo nasvete stroke in se držijo pravil podanih strani vlade. Poostren nadzor bo upravljala inšpekcija za zdravje ter policija in druge pristojne službe. Nadzor bo upravljen tekom prihodnjega tedna, vse samo zaradi zagotavljanja zdravja vseh nas občanov občine. Ker smo tik pred tradicionalnim kurjenjem krasov, naj vas pozovem in opomnim, da je takšno početje letos strani vlade prepovedano in kaznivo. Razglašena je velika požarna ogroženost ter s tem posledično prepoved kurjenja krasov povsod, bodisi v naravnem ali v urbanem okolju. Poleg tega pa poglejmo na gasilce in jim s kurjenjem ne povzročamo dodatnega dela in jim omogočimo, da ostanejo doma v krogu svojih najbližjih. Po koncu bi poudaril, da smo do sedaj z vsemi ukrepi uspešno zajezili širjenje virusa v naši občini. Vsi, ki so bili oboleli in uradno potrjeni, so kolikor toliko uspešno prebrodili bolezen COVID-19. Novo potrjenih okužb prav zaradi vas, spoštovane občanke in občani, v naši občini ni. Vsa zahvala gre vsem vam, ki dosledno upoštevate ukrepe in priporočila, s katerimi vas seznanjamo tekom epidemije, preko lokalne televizije ATM, občinske strani in drugih socialnih medijev. Počasi bo življenje prišlo v neke nove tirnice, ki smo jih skupaj izoblikovali tekom trajanja epidemije. Verjamem pa, da boj z virusom še ni v celoti zaključen in da je vsak nepremišljen korak in dejanje lahko usoden k ponovnemu začetku nenadzorovanega širjenja virusa. O prvomajskih praznikih in prazniku dela naj vam vsem zaželim, da življenje dobi neko novo vrednost, da ohrani medsebojne stike, ki smo jih s predpisano distanco še močneje poglobili in da tekom naslednjih tednov
in mesecev premagamo in zmagamo nad tem zahrbtnim virusom. Najlepša hvala vam vsem, živo Porimaj in ostanimo vsi zdravi tudi naprej.